Pozdravljeni, danes bomo pa govorili o temi, ki je težka. Samomor, obup. In vem, da mnogi v življenju pridejo, tudi sama sem da že tam, ko enostavno ne vidiš več poti naprej, ko enostavno se ti ustavi upanje, ko ne moreš več, ne vidiš smisla. In takrat, v kar sem jaz sama prepričana, je to, da takrat lahko na nas vplivajo neke vsiljene misli in ti začne nekaj prešepatovati. Dovolj je, naredi samomor, konc je, naredimo konc, samomor je rešitev in tako naprej. In če se vam to dogaja, pomeni, da ste na napačni frekvenci, tako kot radio. Veste, če vam ni všeč, ne vem, Ars program, kjer predvajajo klasično glasbo, če vam to ni všeč, pač premaknete na nekaj, kjer je bolj spevna, bolj plesoča glasba. Je to tako? Ravno tako je pa pri nas. Ko mi obupamo, pademo na neko frekvenco, ko lahko, jaz verjamem v to, da nam lahko temne sile vsiljujejo svoje misli in kode, ki nas silijo v to, da je treba zaključiti, da je treba nehati, da ni vreden, da obupa treba. In to se vrtinči po naših mislih in ja, v mnogih družinah se zgodi tudi to. In dejstvo je, da teža, ki jo pušča za sabo samomor, je res težka. Poznam primere, ko si je mlad človek vzel v življenje, ostali so domači in potem seveda Slovenija je ena majhna vas, na koncu še manjše vasi so pa to na obrobju Slovenije, iščejo krivca, kdo je kriv, nekdo je tisti, ki mora prevzeti krivdo, da je nekdo obupal. In seveda o tem se ne govori, ker je to sramotno tako za družino, kot za vse okrog. In dejstvo je, da ostaja ta zataknjena energija, nekje ostaja, ni se sčistila. Zato vemo, da jaz verjamem v to, da duša je na potovanju, verjamem tudi v to, da lahko zataknjena energija ostaja, duša ostaja nekje zataknjena in se želi naprej v svetlobo. In zato, ja, tukaj vem, da lahko ogromno naredimo s tem, da recimo, če poznamo nekoga, če vemo za nekoga, ki je na robu obupa, ki enostavno ne vidi nobenega smisla več pred sabo, dajmo za njega moliti. Molitev dela čudeže. To je svetla palčka, čaroben prah, ki ga posipate po tej osebi. Lahko zmolite zdravilno molitev dekodiranja za to osebo, se pravi, če je v skladu z božanskimi zakoni, naj se sčistijo v vseh smerih časa in prostora, vse zavedne in nezavedne kode, pa date noter duše tega človeka, ki so povezane z obupom ali pa z najstrašnejšimi mislimi. Molitev vedno pomaga. No, zdaj pa, če pa gremo na to spet, da je naša duša na potovanju. Tudi v to verjamem, da se, če se vam dogaja, da ste mogoče parkrat v življenju ali pa enkrat v življenju prišli do točke, kjer se vam je vrtinčilo po glavi, končaj, dovolj je, samomor je rešitev, da na isti točki ste v preteklih življenjih že padli. Da dejansko pri istih letih. Da enostavno se vam zakomplicira življenje na vseh koncih in ko se tako močno zakomplicira življenje na vseh koncih, imate izpraznjeno, to je korenska čakra, čakra na koncu trtice. In ko je izpraznjena ta čakra, kdor ima prav izpraznjeno, mogoče na ven se dela, ne vem, kako je v redu, ampak na znotraj pa nima nobene energije. In pogosto taki ljudje razmišljajo o samomoru in ga tudi naredijo. Tako da v glavnem primere poznam, zgodbe, resnične zgodbe ljudi, ko se je enostavno to zgodilo ali njihovim bližnjim, ali pa tudi ljudem njim, da so že delali samomor in da potem, da jim ni uspel in da so šli naprej. Da vam povem eno zgodbo. Ne bom v imenih, mogoče poznate.
En gospod je šel v Kranju, vemo, da je en most, ki je znan po tem, da ljudje delajo samomor, zgleda, da je tam taka temna energija, da jih tam vleče dol. In ta gospod je ravno šel čez most, ko je ena ženska skočila in jo je ujel. In si je, ko jo je z eno roko ujel, si je potrgal vse vezi. In dejansko je potem on pristal na bolniški in zdaj je celo življenje jezen na to žensko, ker je delala samomor. Pa verjetno tudi na sebe, zaradi tega, ker on je invalidska v penziji, takrat ne more več delati in se je ujel s to žensko v nek cikl temne energije. Tako da, tukaj zdaj mogoče pomislite, pa naj jo bi pustil, da skoči. A veste, jaz verjamem v to, da ni naključij. Te dva sta že povezana iz prejšnjih življenj. In je čas, da se osvobodita. Vsak na svojem področju, da enostavno razrešita, čeprav se prej nista poznala, sta potem postala energijsko močno povezana. Zato res verjamem v to, da vse je energija. Zdaj pa določene točke v Sloveniji so zelo obtežene, imajo zelo negativno energijo. Ko smo z Jožetom Munihom hodili tukaj po Škofji Loki, je rekel, da recimo tam, ki je Hudičeva brv, iz kopališča gre to pol na Osrano Gazo, pa pol prideš v Škofjo Loko na zgornji plac. V glavnem, da je točno na sredini, tam, kjer je hudič potapljal barke oziroma ti čolne, ki so vozili glavnike čez Soro, da je tam izredno negativna energija. Druga recimo ena taka točka v Škofji Loki, kjer je res veliko temne energije, je pa pri Kašči, tam, kjer so kurali čarovnice. A ni zanimivo, da točno taka mesta, kjer se je dogajalo neke nesreče, ali pa kjer so kurili recimo čarovnice, je ostala, ali pa je toliko, ne morem reči huda, je tako močna temna energija, da človeka potegne dol. Zdaj pa pomislite, da na taki točki mogoče spite. Če na taki točki mogoče spite in da imate samomorilne misli in da veste, da se vaše življenje samo potaplja, da komaj hlastate za zrakom, mogoče bi bil čas, da zamenjate ležišče, da mogoče kaj v krogu obrnete, pa samo spremljate svoje spanje, kako spite in mogoče boste videli, da se je nekaj spremenilo, da mogoče bolj spite, da se stvari so se začele spreminjati. Vete, vse je energija. A še ena stvar. Če vidite, da imate veliko temnih misli, dajte izklopiti televizijo, zvečer ne gledati poročil. Druga stvar pa, izklopite Wi-Fi. Ker sevanje od teh elektronskih naprav, pa sevanje od Wi-Fi-ja je zelo močno. In če vidite, da kar krožite v tej negativi, dajte izklapljati vse tisto, kar vam povzroča motnje. Tako da zdaj, če pogledamo, kaj narediti v primeru, če se vam vrtijo po glavi samomorilne misli. V tem primeru je prva stvar, podhranjeni ste z B-vitaminom, vzemite si Formulo 4. Ampak to ne pomeni, da zdaj boste vi pojedali nekaj kapsul Formule 4, pa boste ozdravljeni samomorilnih misli. Samomorilne misli je potrebno počistiti. In zdaj kaj, recimo en program je lahko v vaši podzavesti, samomor je rešitev. Če imate vi podzavesti program, samomor je rešitev, dobesedno se boste vrteli v negativni energiji, dokler ne boste počistili, samomor je rešitev. Se pravi, spet zdravilna molitev dekodiranja in noter ustavite pač to, samomor je rešitev. Če pogledamo naprej, zakaj sem jaz prepričana, da je v Sloveniji tako visoka stopnja samomorov? V Sloveniji je na tako majhnem področju ogromno modrih duš. Jaz verjamem v to, da smo se tukaj najdle modre duše, ki imamo na sebi veliko karme. Mogoče smo zadnjih nekaj življenj samo počivali in nismo delali nič na osebni rasti, zdaj so se pa naše duše odločile, da v tem življenju pa počistijo vse.
in so nas trpali semle na to območje, zdaj pa čiste. Tako da v glavnem, če veste, da imate ogromno za počistiti in če imate v družini samomore, začnite čistiti vašo podzavest. Mogoče spet se vprašate, kako? Ja, ko imajo duše žur in seveda poglavje, ko ima življenje žur, tukaj noter je tudi poglavje, kaj narediti takrat, ko pridete do obupa, ko ste obupanje, ko ne vidite več poti naprej. Zdaj, če gledamo, večkrat govorim z mojim bratom, ki pravi, na vrata trka kriza. In zdaj, če gledamo, mogoče že občutite krizo. No, druga zadeva, leta 1917, ko je bila prva taka velika gospodarska kriza, ko so delnice v Ameriki padle astronomsko, kar tako, kot bi strmoglavilo letalo, so bili posnetki, da so ljudje skakali iz avionov, iz stolpnic in delali samomor, ker so izgubili vse. No, potem naslednja taka velika kriza je bila leta 2007, ko so spet padle delnice in zdaj ta trenutek, Bog si ga vedi, kam bomo prišli. Ampak dejstvo je, da vse kaže, da bomo spet tam. Zdaj, po čem jaz to sklepam, jaz sem laik, da se razumemo, ampak ko grejo cene stanovanj in nepremičnin v grozno visoke cifre, se zgodi, da je tako kot, veste, tisti avionček, ki prileti do vrha in naredi žum in potem začne padati. No, ravno tako je pri teh cenah stanovanj, to je pokazatelj, kam bo šlo. In dejstvo je, da zdaj so stanovanja se dražijo in zdaj je čas ne za nakup stanovanja, ampak enostavno je čas, da, nisem finančni svetovalec, da se razumemo, ampak takrat pač treba je delati ravno obratno kot vsi ostali, a ne? Se pravi, takrat, ko vsi ostali kupujejo, grabijo in tako naprej, takrat je pametno se umikati. No ja, zdaj boste rekli, Minka je nekaj pametna. Ja, bila sem, nekaj vem o tem, ampak v glavnem nekaj malega. Dejstvo pa je, da če vas je zdaj zgrabil strah, ko vam govorim o obupu, pa še o tem, kam grejo delnice in te zadeve, dajte počistiti strah. Strah me je sprememb. Strah me je, da bo konec sveta. Strah me je smrti. Dajte, če se ta trenutek oklepate denarja in je denar vaša varnost in če smo recimo, da smo na pragu neke krize in če ste naredili v preteklem življenju samomor, ko so padle delnice, se pravi, zdaj ste spet grabežljivi in grabite delnice, bitcoini, ne vem kaj, še vse dajete na kup in ko bo vse skupaj padalo, ko boste ostali brez vsega, samomor je rešitev. Zato dajte tem življenju drugače. Če vsi vlagajo v neke bitcoine, mogoče pa vi kaj drugam nalagajte denar. Ni nujno, da imate vse jajca v enem košu. Mogoče bi pa dali kakšno stvar, ne vem, v zlato. Jaz govorim o tem, ker nimam nič, ampak ok, jaz vlagam v svoj posel, pa v knjige, pa tako naprej. V glavnem, prepričana sem o to, da kar se sigurno splača, je vlagati v svoj posel, vlagam v zdravje, denar vlagam v to, da sem zdrava, denar vlagam v to, da slikam, da pišem knjige, denar vlagam v zdravje. V to jaz vlagam. Ampak zdaj, kam boste pa vi vlagali, pa vaša stvar. Ampak zdaj pa, če pogledamo še naslednja stvar. Ko se duša odloči, da bo določene stvari predelala, vas bo pripeljala na točko, ko boste prišli do točke. Vam povem en primer. Zgodilo se je tako, da, jaz se vam povem zgodbo, v glavnem. Moja hčerka, ko je zaključevala srednjo šolo, je bilo tako, da ni se ji dalo lotiti naloge, te seminarske, in se je lotila barvanja stene, pa preurejanja prostorov in tako naprej, in seveda ji potem zmanjkalo časa. In ko je začelo zmanjkovati časa, je začela delati dan in noč, in da bo spravila do roka skupaj tisto nalogo,
In na koncu, v enem tednu mislim, da je imela 3 ali 4 seminarske naloge in na koncu je bilo tako, skuhaj si kavo, pol 2 zjutraj, jaz takrat slučajno vstanem, grem pogledat, kaj dela, pride s kavo in v tistem se ugasne računalnik. In ko želiva priklopiti računalnik, je vse skupaj zaštekal. In ko je vse skupaj zaštekal, ni imela zaključene naloge in enostavno sem rekla, lej, pojdi spat. Zjutraj nesem računalnik na servis in ta serviser je po nekem čudežu uspel do 6. ure zvečer spraviti skupaj in računalnik in vse, kar je bilo neshranjenega, je od nekje potegnil ven in ona ob 6. zvečer začne pisati, o polnoči je imela rok za oddajo. In v glavnem, ura je bila ob 11. sem še nekoga poklicala, da ji je zvezal to seminarsko nalogo in da greva na dežurno pošto v Ljubljano in 10 minut pred polnočjo prideva na pošto, crkne računalnik. In ko je začel delati njihov računalnik, je bilo že za 1 sekundo zamujen rok za oddajo. Za 1 sekundo. In ona takrat se je sesedla, samo še jokala, 3 dni je jokala. Dejansko, njena duša jo je pripeljala do točke, ko je enostavno proti sto, za koga se trudim, to je brez veze. In se je začel vrteti, to je brez veze, to je brez veze, to je brez veze. Enostavno sesul se ji svet. Poglejte, to je njena šola, njene duše. Ona je rabila tako izkušnjo, da je sebe pripeljala do točke, kjer je rabila en delček zataknjene energije iz enega drugega življenja pozdraviti. Najdeti nov smisel, najdeti radost in najdeti veselje. Veste, pridejo trenutki in tudi jaz vem zase, jaz sem imela 17 let, ko sem obupala nad življenjem in če bi imela korajžo, bi zaključila. A veste? In kaj je sploh pomembno v življenju? Kaj je pomembno v življenju? Leta v življenju, za moje pojme res, druga stvar ni pomembna kot to, da si srečen. Ne koliko štempljev imaš, diplom, koliko imaš pod palcem, to ni pomembno. V življenju je pomembno, da delaš stvari, ki te osrečujejo. V življenju je pomembno, da živiš z ljudmi, s katerimi si srečen. To je pomembno. In če bi mi poslušali svojo dušo, ki nam govori, ki nam šepeta, bi naredili korake. Pa ker je ne poslušamo, ker moramo imeti določene štemplje, ker moramo imeti, kaj bojo pa rekli ljudje, vztrajamo. In potem pripeljemo sebe do tega, da ne vidimo več upanja. In ko ne vidimo več upanja, takrat ne pademo na frekvenci in nam začne vrteti po glavi. Naredi konc. Se ni vreden. Lepo počaska, plan, natrka. In mnogi tukaj padejo. In se ne zavedajo, kakšno praznino puščajo za sabo. Jaz sem imela sošolca in prav te dni sem razmišljala o njem iz srednje šole. Veste, tukaj v Škofji Loki, tisti, ki ste hodili iz srednje šole, se vije procesija do avtobusne postaje in takrat je bila še nama. In ta moj sošolec je vedno, mi smo šli okrog name, on pa skozi namo in je bil kleptoman. On je dejansko je tako šel skozi namo in je rekel, jaz gledam trgovko v oči, sem odprl predal, vzel nekaj ven in je odnesel. In v bistvu to je delal vedno. No, v glavnem, stari smo bili, koliko 16, 17 let, je bilo ha. Po srednji šoli je padel v neko družbo in je naredil samomor. In jaz sem šla kropit in njegova skrušena mati je tam sedela. Glejte, bolečina mame, ki izgubi otroka, je neverjetna. Tresla se je od bolečine, ko sem ji izrekla sožalje in je rekla, zakaj nihče ni prišel takrat, ko je bil živ. Ali je zanimivo?
Zakaj nihče ni prišel takrat, ko je bil živ? Ni, da mi je vzbudila slabo vest, ker pač se nismo toliko družili, ne? Ampak zanimivo je, da človek, ki obupa, ga tako ali tako drug ne more rešiti. To je tisto, reši se lahko sam, oziroma vi, če za nekoga veste, ga lahko rešite z molitvijo. Molitev vedno pomaga. Vedno. Danes govorimo o taki temi, o tem se ne govori. Kdo pa govori danes o samomorih? Ker to je pa nekaj, kar je tabu. Glejte, če imate v družini samomore, pomeni, da imate vi kodo, vgrajeno. Mogoče ste kot duša že naredili kdaj samomor in padete lahko na isti stopnički. Dajte se pobrati. In verjemite mi, karkoli se zgodi, in tisti, ki jim ne uspe narediti samomor, imajo tak blagoslov v svojem življenju. Dejstvo je, da jih ima njihova duša neizmerno rada, da lahko še vedno rešijo stvari, da lahko najdejo nov smisel, da lahko oprostijo sebi, da lahko oprostijo drugim. Ker to razreševanje karme poteka samo v življenju, ko smo živi. Ne poteka na drugih sferah. Da vidimo, gledajte, kjere karte so vam prišle: prehod v novo dobo, zaupam toku življenja, v sebi slišim Božji glas in naravnana sem na vibracijo izobilja. Izobilje čutim povsod. In zdaj, ko pada dež, ko dežuje, bi lahko rekli: joj, sama turoba, mraz se začenja. Lahko pa rečemo: obilje, obilje, koliko je tega obilja, ki pada na to zemljo. Naravnana sem na vibracijo obilja, izobilje čutim povsod. Želim govoriti o tem, ker poglejte, obilje je tista vibracija, zaradi katere mnogi ljudje obupajo, ker imajo občutek, da nimajo zadosti. Meni pripada izobilje vsega dobrega, izobilje dobrih odnosov, izobilje ljubezni, izobilje na finančnem področju, izobilje zdravja. Ozdravljena sem. Odprta sem za nove ustvarjalne zamisli, ki bodo človeštvu koristile na številnih področjih. V izobilju se poplačana za svoje delo. Vse, kar potrebujem, z lahkoto prihaja v moje življenje. Sprejemam. Juhej! Ni to dobro? Sprejemajte. In druga stvar, zaupam toku življenja. In zdaj ena stvar, ljudje, ki obupajo, je tako kot, a veste, nehajo se truditi. Nehajo veslati. Mogoče jih ta rečni tok življenja odnese v mrtev rokav in tam noter obupajo in jih tista zelena zmes gmota pogoltne. Nahajajo se v živem blatu. In če vi obupujete v vašem življenju, začnite brati knjige za osebno rast. Ne govorim samo o mojih, ampak dejstvo je, ko imajo duše žur, vam bo pomagala pri tem, ker ta knjiga je vibracija nove dobe. Vzemite si karte prehod v novo dobo, ker karte prehod v novo dobo imajo vibracijo nove dobe. In zdaj le seka tema na vse možne konce. In tam, kjer imate najšibkejši člen, vam bo ta droben glas govoril: vente se dovolj je, ne napredovati, ne moš iti naprej, se opravičujem. Glejte, ko zmorem prepustiti nadzor stvarstvu, se vse uredi na čudežen način. Poslušam notranji glas, ki mi govori. V moje življenje prihaja vse, kar je dobro za mene, in to s hitrostjo, ki je pravšnja za mene. Rezultatov se ne da izsiliti. Zaupam, da se vse ureja najvišje dobro vseh vpletenih. In dovolite slišati Božji glas. Božji glas je tisti glas, ki vam govori: vse je v redu, se bo v redu. Poklič tega človeka, nared korak, pej tja. Pa se vam poglasi na drugi rami preč: ne, kaj pa ta baba ve, se nima pojma v življenju. Sam tam sedi pa nekaj blebeta. Lahko vam to reče glas. Mogoče, glejte, ko vas nekaj močno kliče, dajte že poslušati tisti glas, tisti Božji glas v vas in boste videli, da boste vedno prišli do pravih rešitev. Vedno. Ta trenutek,
tema seka na vse konce. Kjer je najmanjša lukenca, skozi tisto režo bo brizgal na vas. Zato je čas, da zakrpamo svojo auro in da postanemo celostni. Tako da delajte na sebi in boste videli, življenje, stvarstvo, Bog, angeli, ni važno, kako imenujete to silo, vas bo bogato nagradila. Uživajte.